En lep pozdrav še iz moje strani. Jaz sem Lana. Danes bomo z Laro in Veroniko v okviru projekta Future Generation Minds gostile člane zasedbe Mi2. Z mano so gospod Tone, gospod Jernej in gospod Robi. Zdaj pa, da kar začnem s prvim vprašanjem, je tako malo bolj klasično, tudi za tiste, ki vas še ne poznajo tako dobro. Kako ste prišli skupaj? Veš, Jaren bo verjetno kaj več na to temo povedal, on ima celo zgodovino v malem prstu. Jaz sem hotel glih vprašati, kako se bomo zmenili, kdo odgovarja, kadar vprašanje na vse tri naslovite? Po želji. Po želji. Dobro, bom jaz prvi, pol pa predajam besedo naprej, prav? Velja. Vsem trem nam je skupno, da prihajamo iz istega kraja, to je iz Rogatca. Tone in Robi celo sta živela mogoče 200 metrov narazen ali pa 250. Jaz, ki sem bil čist na drugem koncu mesta, pa sem bil od njih oddaljen manj kot kilometer. Ker smo iste generacije, je seveda normalno, da smo se začeli že kar zgodaj družiti, pravzaprav že kar tam v osnovni šoli ali pa v nekih prostočasnih aktivnostih, ki so sledile popoldne. Ko smo prišli vaša leta, smo se začeli družiti tudi na kakšnih žurkah in približno v tem času odkrili skupno ljubezen do glasbe in do glasbenega ustvarjanja, ki je tudi v tistih letih rezultirala v ta prvem skupnem bendu. No, najlepša hvala. Imam pa še eno vprašanje, zakaj se imenujete skupina Mi2, če vas je več? To pa to ne ve. Glede na to, da gre ta pogovor na splet, imate veliko srečo, ker smo se, mislim, da pred približno 15 leti zakleli, da če še enkrat dobimo to vprašanje, nemudoma zapustimo ta pogovor. Ampak zdaj tega ne bomo naredili, ne. Skratka, zgodba je precej enostavna. Na začetku sta bila dva člana, lahko ugibate, katera dva naj izdam, da izmed nas treh je bil v tej prvi postavi, v tem duetu samo eden. No, in je to bila pol neka logična posledica tega, da so dva člana, da se imenujeta Mi2. Pol tudi, ko se je bend razširil na več članov, še zmeraj se na nek način širimo, pa je to ime že bilo tako nekako prisotno na slovenski glasbeni sceni, da smo se odločili, da ga ne spreminjamo, in se večkrat pohvalimo, da smo bend z, če uporabim en blag izraz, z izredno zanimivim imenom. To je res blag izraz. Ja. Pravzaprav je to ena taka rajska zgodba. V raju sta bila tudi najprej samo dva, in tako sta ona dva pojedla tisto jabolko, tako smo mi pili iz prepovedanega soda in od takrat nas je ratalo 5. Pa Zanimivo. še pijemo, pa že 6. No, zdaj bi pa vas jaz nekaj vprašala in to je namreč, kje dobiste največ nekega navdiha za pisanje komadov? Robi. Robi nima na to temo kaj dosti povedati, ker vidva pišeta komade, tako da prosim. Zato bi bilo pa zanimivo, da bi ti povedal. Ne vem, jaz si predstavljam, da vse nebuloze, ki vam grejo po glavi, tudi na najbolj čudnih različnih mestih, potem lepega dne spravita na papir, mi pa bolj v muziko, ne, saj. Če se pa motim, pa me demantirajta se. Robi, ne motiš se, ampak vseeno te bom demantiral. To, vidiš, take prijatelje vam rad. Dopolno. Kaj jaz vem, glavna motivika vseh teh naših pesmi oziroma tekste, kot rečeno, v glavnem piševa Jernej in jaz, bi z eno besedo prihajajo iz življenja, ne. Se pravi, iz opazovanja okolja in ljudi okoli sebe in pa seveda tudi iz nekih lastnih izkušenj, ne. V nekaterih pesmih je več te avtobiografske note, so nekatere malo bolj osebne, druge pesmi spet opisujejo nek fenomen, opisujejo usode nekih drugih ljudi, le redke so popolnoma izmišljene. Se pravi, da je vsaj neko izhodišče, nek temelj praviloma počiva na nekih
nekem realnem, gre za nek realen kontekst, za nek realen okvir. To bi bilo zelo na kratko, jer ne bo pa dopolnil kot običajno. Jaz bom pa dopolnil, da ima tudi tisti prepovedani sod najbrž kar nekaj pri tem. Kdo pa po vašem mnenju piše boljše pesmi? To bo pa Robi povedal. Ja. Ja, samo jih noben noče prebrati, kaj šele izvajati, tako da. Ampak moram povedati, ne, da se tudi to zadevno določene utrdbe padajo. Namreč doslej smo res vse tekste podpisali ali Jernej ali jaz, kar nekaj izmed njih tudi skup, to moram poudariti, ne, da včasih je to plod skupinskega dela. Na zadnji plošči je pa eno besedilo prispeval tudi naš kitarist Egon, ki sicer je avtor večine glasbe. Tako da, Robi, Egon ti je pokazal smer in dobrodošel v klub tekstopiscev, več kot dobrodošel, skratka, računamo fejst v prihodnosti na tebe. Se plato smo končali, tako da to je to. In je zadnja, ne? Tako že zadnjih 7, ja. Evo, vidiš, torej, še zmeraj upanje. A obstaja mogoče še kakšna smešna zgodba, za katero pesmijo, ki je še mogoče ljudje ne poznamo, oziroma javnost? Če bi jo želeli zaupati, seveda. Lažje bi bilo, če bi ti povedala, za katero pesem te to zanima. Na splošno. Ne Aha. morem predvideti, katera bi imela smešno zgodbo. Super. Ajde, bom jaz razkril eno. Razdr. Ne vem, če poznate, ker je tamle nekje okrog časa vašega rojstva nastala ali pa malo prej, naša pesem Oda Gudeki, ki govori o kolinah in celo zelo nazorno opisuje ta kmečki običaj. No, idejo za to pesem, da bi jo sploh napisali, smo dobili, ko smo bili enkrat z bendom na koncertu skupine Demolition Group. Njihov nastop nas je inspiriral, da napišemo pesem o klanju prašiča. Hvala Bogu ne vejo, kaj je to Demolition Group. Jaz poznam basista Demolition Groupa, tako da... Aha, Ja. on ni bil čisto inspiracija. Za Ni tako bil nekaj. on. Ja, kdo pa je od vas, recimo cele skupine, najbolj odvisen od vremena? Imek, on njega skozi zebe. Še zdaj vidiš, da je celi oblečen tam na soncu vrt. To zaradi tega, ker sem nedavno korono prebolel, pa se moram malo ahtati. Jaz mislim, da smo vsi počasi precej odvisni, sicer pa ne vem, vse, če doma pogledate očete pa strice, ne, boste takoj vedeli, koliko je ura, in tu je nekaj podobnega se dogaja nam kot njim. Ne. Tu vsak neha biti rocker. Pri vremenu. Ja. Na srečo smo pravi čas ugotovili, da je tu edini recept, da se dosti malo vidimo, ne, ker če ne bi se že zdavnaj izjeli in skregali, tako, če pa doziramo ravno v pravi meri, potem pa nekako smo v stanju tolerirati drugega in se celo fajn imeti en z drugim. Ne. To ni neposredno z vremenom povezano, je pa z nekim širšim svetom, ki nas obdaja. No, Sploh v tem zadnjem obdobju, lani smo se imeli razmeroma dokaj fajn, ker se nismo prepogosto srečevali. Recimo prva 2 meseca korone, lockdowna se nismo slišali, videli, niti se SMS-a nismo poslali, recimo tako se imamo radi. Mi med sabo smo si sam tebe nismo hoteli vznemiriti. Hvala, Tone, hvala. Zradi se zbadamo, to nas gor drži. Ne? Ja, sej, smeh je pomemben. Med sabo, ne? Ja, sej, smeh je pomemben, pravijo, da podaljšuje življenje. In prej ste omenili tudi, da imate vsi žene, partnerke. Zanima me, ali jih peljete pogosto v toplice? Z leti če dalje pogosteje, letos smo jih kar pogrešali v tem čudnem letu korona. Ja. Ja, mi hodimo redno, no? Vsaj enkrat na leto si privoščimo kak džakuzi, kaj malčo fotanja. Pogrešamo, ja, pogrešamo. V vaših letih nisem zastopil, kaj bi človek lahko delal v toplicah, ne? Ampak zdaj mi je pa vedno bolj jasno, in ker
imam na srečo Gorco tu prav blizu teh, v Podčetrtku sem tam kar reden gost, ja. Veliko skupin se skozi delovanje srečuje z ovirami. Kako to, da še vi, tudi če ste, kako to, da ste še vedno skupaj po toliko letih, ali ste kdaj srečali kakšno takšno večjo oviro in kako ste jo premagali? Te ovire so v osnovi zato, da jih bodisi obideš, bodisi preskočiš, ne. Mislim, da nam to kar v redu uspeva, ampak mislim, da Robi kot tak v bistvu neke vrste menedžer benda bo to znal najlepše povedati, Robi. Boš? Mislim, bi znal verjetno, jer ne, ampak nekaj dne smo se dogovorili, da imamo neki, to boš ti to ne znal bolj povedati, ni parlamentarni demokracije. Kaj že imamo mi? To, kako se temu reče? Ker nek sistem mora biti v odnosih med ljudmi, da lahko shajamo. Kako smo mi to rekli? Bolj zadružni sistem. Ja, neke take vrste. V bistvu vseh zadeva se pogovorimo, dogovorimo. Eno klauzulo imamo, pravico veta, ki je še mislim, da ni noben izkoristil pri nobeni zadevi, tako da vedno smo prišli do nekega kompromisa in smo tako, je že rekel, zaobšli, preskočili ali odstranili oviro na naši skupni poti. Je pa kar dosti prilagajanja. Zdaj že samo v odnosu punce, verjetno imate fante, ne, in se morate malo prilagajati, kar je njemu všeč, to pa zdaj usklajevati s 5 ljudmi. Potem pa seveda še z našimi partnerkami in ženami mora biti kar zahtevno, ampak gre. Nam gre dobro, no. Človek ne sme biti preveč zamrljiv, ne, potrpežljiv, mora se pravzaprav, predvsem pa mora iskati pri drugih, ne, prednosti, ne pa slabosti, recimo, ne, se fokusirati na pozitiven aspekt samega človeka, iskati dobro v vseh zadevah. In kot je rekel Robi na začetku, vseh 5 se nas dogovarja, pa ponovadi en za sebe odloči, pa tisto tudi štima v svoje, ne. Evo, če vam damo za en čist praktičen primer, ne, da ne bo izpadlo, da nekaj bluzimo. Zadnje leto, točno 1 leto mineva, kar nam je prvi koncert, razprodan Cankarjev dom odpadel. In od takrat smo igrali samo nekajkrat in to na bistveno manjših prizoriščih, kot bi sicer. Človek lahko na tako situacijo gleda kot na katastrofo in reče, nič, ne grem se več, nima nobenega smisla vztrajati, dajmo nehati. Ko pa si tudi reče, končno imamo tistega pol leta pauze, ki smo si ga toliko časa želeli, končno imamo čas, da dokončamo naš novi album, da se družimo malo neobvezno, brez razmišljanja o koncertih, tako da pravzaprav je na koncu vse v glavi. Upamo le, da ne bo ta ovira, s katero se zdaj srečujemo, trajala toliko let, da pa tudi vsi optimistični pristopi ne bojo več zalegli. Pa da ne bo nič več v glavi, ne? Ja. S tem smo pa hkrati tudi povedali, ne, da je v bistvu naš osnovni princip kreativno druženje, ne, in prijateljevanje, ne, šele kasneje je bila to neka posledica posel, ki je pa zdaj kot posel na nek način propadel, ne, ampak se bo nekega dne tudi kot Feniks iz pepela verjetno dvignil. Ko in kdaj pa ste vedeli, da vam bo kot skupini uspelo, pač kdaj ste se začeli zavedati, da ste prišli iz tistega benda bolj za zabavo do takega resnega benda in poznanega, kot ste sedaj? Mislim, da se to ni zgodilo čez noč, kar je po svoje prednost, ne. Kot je že bilo nakazano, ta bend pravzaprav pred več kot 25 leti ni nastal z nekimi blaznimi ambicijami, ne. To je bila skupina prijateljev, ki je pač čutila neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, po kreativnosti in ki je, to ne pomeni, da ni bilo dovolj dela in volje in napora vloženo v to delo, gotovo je bilo, ampak nikoli nismo bili tako blazno ambiciozni, ne. Zato in pol se ta uspeh v narekovajih ni zgodil čez noč, ampak je nekako do njega prihajalo postopoma, ne da bi se ga niti točno zavedali, ne. In šele s časoma pravzaprav smo si tudi sami priznali, to pa ni kar tak, ne. Nekaj nam je pa uspelo, ne. Nekaj nam je pa uspelo in smo se začeli pravzaprav tega zavedati in potem nas to ni uspavalo, ampak nasprotno nam je dalo še neko dodatno motivacijo. Je pa res, da je ta razvojna pot bila zelo zanimiva, ne. Mi smo pravzaprav relativno hitro postali znan lokalni bend, ne, ki je imel že neko svoje jedro fanov, ampak da bi recimo
nacionalno prepoznanje, ali pa če se zdaj mogoče malo tak izrazim, v to prvo ligo slovenskega rock'n'rolla smo pa prišli res kar šele po nekaj ploščah, po številnih nastopih po vsej Sloveniji in tudi zato, in ko smo že pravzaprav bili tudi osebnostno dokaj zreli, odrasli ljudje, zato nas ta, v narekovajih, slava pravzaprav ni stopila v glavo in nas ni popolnoma nič spremenila. Kvečemo na bolje, ne pa na slabše. V bistvu smo imeli to težavo, da izviramo iz ruralnega okolja, ne, da nismo nek urbani band iz Ljubljane, Celja, Maribora, ki ima že po defaultu neko kvazi glasbeno industrijo, medije ali kogarkoli za sabo, ne. In mi smo se dolgo prebijali na tej sceni, ne, ker smo bili vedno drugi, tretji v vrsti, ne, na nekih festivalih, koncertih. In trajalo je vse tja do leta 2010, ko smo si sami organizirali turnejo, ne, izključno skupina Mi2 na 3 večjih placih v 3 največjih slovenskih mestih. In ko smo to razprodali, ne, takrat so šele organizatorji videli našo vrednost, ne, in takrat smo se šele zavedali, kaj pomenimo na trgu, ne, in tudi kakšna je naša vrednost. Ne. Do takrat smo pa to bolj tak stihijsko je šla zadeva. Ne. Kako se pa da služiti na slovenski glasbeni sceni? A se da živeti od tega? To je tako vprašanje, jaz najrajši povem to s prispodobo. Če vprašaš povprečnega slovenskega kmeta, če se da živeti od kmetijstva, ti je rekel, ja, da, imam še 10 hektarov hoste, pa žena dela. Ne? In gre nekako skozi. Približno tak je stanje tudi na področju, če si v Sloveniji poklicni glasbenik. Načeloma lahko živiš od tega, je pa super, če je žena v službi, pa če ti še pol popoldne malo poučuješ kitaro, ali se greš v glasbeni menedžment, ali pišeš za koga drugega, ali delaš v glasbeni trgovini. V glavnem nekaj še, poleg tega, da nisi plačan samo od koncertov in od avtorskih pravic, ki jih dobiš za predvajanje svojih pesmi. V skupini Mi2 konkretno nas je zdaj 6, 3 hodijo še v službo, 3 pa živijo izključno od muzike z to kombinacijo, ki sem jo prej omenil. Skratka, bolj ne kot ja. To zdaj naslednje vprašanje pa je bolj za vsakega posameznika tudi, tako kot prej. Kateri komad je vaš osebno najljubši? Od vas, pač od vaše skupine. Ja, veš kaj, to so zelo nehvaležno vprašanje, s tem namenom si ga tudi postavlja, ne? To je zdaj podobno, kot da bi imel kot pri otrocih, ne, pravzaprav vsi so na nek način tvoji, vse imaš rad, kateri je zdaj najljubši, gotovo so ti nekateri malo bolj pri srcu, nekateri malo manj, nekatere malo bolj čutiš, druge manj, nekatere rajši izvajaš, nekaterih si že malo naveličan, ne, nekaterih se celo mogoče malo sramuješ, ampak konec koncev so vsi tvoji, ampak da ne bom zdaj samo mačka okrog vrele kaše. Recimo, jaz imam nekaj najljubših pesmi, gotovo Štajersko nebo, pa recimo Brez obžalovanj, všeč mi je pesem Čakal sem te ko kreten, skratka, te imam mogoče malo bolj sporočilne pesmi, skratka, imam na vsaki plošči, recimo, imam pa kakšna 2-3 favorita. Ampak ne morem se pa odločiti, evo, to je pa moja najljubša pesem. Kakšni so pa občutki, ko naprimer na radiju ali pa ko greste peš po ulici, zaslišite svoj komad? Na začetku sem se stavil z avtomobilom in poslušal do konca. Sem bil tako vzhičen, da sem se bal, da sem kam zaletel. Po 25 letih pa se mi zdi, ja, kaj je res, kaj ne poznate razen Toplic, pa čiste jebe, nič drugega, kaj res morate to vrteti, ne bi kaj drugega. Imamo skoraj 100 komadov, halo. Pa rock radio ste, to je pa zdaj po 25 letih, recimo. Ja, jaz se strinjam, ne, da se ta percepcija se spreminja z leti, od začetnega navdušenja pa do stvari, ko so te stvari na nek način po svoje že samoumevne in ti pravzaprav sploh ne opaziš, niti ne trzneš, ali pa celo do situacije, ko ti niti ni prijetno, ko ti je, kaj jaz vem, ko se ne poslušaš rad bi
greš na pijačo v gostilno in ne čutiš prav nobene potrebe, da bi takrat na radiju poslušal sebe. Razlika je, ne, tudi v tem, glih, kar je Robi omenil, če vrtijo ene in iste zlanjene komade, še vedno pa mislim, da je vsak od nas treh vesel, če damo ven nov singl, pa ta nov singl slišiš na radiju, da reče, aha, ok, so ga sprejeli, so ga tudi zavrteli. Vsi tisti trije radiji, ki nas vrtijo. No? Enkrat do dvakrat na leto imamo to veselje, drugače pa je tisto, kar sem prej rekel. Ja. Jaz še dodam odgovor na tisto vprašanje, ki ste rekli, da je vsakemu od nas namenjeno, katera je najljubša pesem. Moja najljubša je Odhajaš. In sicer, ker jo vedno igramo zadnjo na koncertu in ker to pomeni, da je šel še en koncert skozi brez nekih hujših tehničnih okvar, da smo ga vsi člani konec dočakali živi in prisebni in se lahko zdaj začnemo veseliti še enega uspešnega večera. Meni je pa, ne bom rekel najbolj všeč, pa najboljši, ker jaz sem bolj kot ne glasbenik. Jaz zdaj s poezijo si nisem najbolj na ti nikoli bil. Ločim sicer dobra besedila od slabih, ločim besedila, ki so sporočilna, nesporočilna, ampak mi toliko ne prinesejo, bolj se fokusiram na muziko. Če pa že moram izpostaviti kakšen naš komad, je pa to Večer v Rudekovi gorci. Ta je meni najbolj mi, ne vem, zbudi neko vzdušje, melanholijo, ne vem. To, kar se meni pač pogosto ne dogaja. Recimo, ta se me najbolj dotakne, tako bom rekel. No, jaz pa prihajam iz Savinjske doline, tako da bi težko izpustila tole vprašanje, ker smo znani po tem, da smo edini naredili kulturo iz pitja. Zdaj me pa zanima, kakšna je zgodba za vašim pivom. Tako da ja. Evo, na kratko. Savinjska pivovarna Clef Brewery je pač začela pred leti eno zgodbo, da je par svojih piv, ki so jih sami izvarili, poimenovala po nekih pesmih. Tako so pred nami naredili že Napoj, pa Sončka, pa Metulja in še kakšnega najbrž. In so prišli potem do nas, če smo za to, da bi tudi po eni naši pesmi poimenovali eno svoje pivo. In smo mi ravno takrat ustvarili pesem z naslovom Mi dva, smo rekli, no potem pa naj se pivo imenuje kar Mi dva. Da pravzaprav nosi ime po pesmi, ne po bendu. Kar se pa ne pozna na okusu, ker je odlično pivo. Moram priznati, da je res. Kaj pa je vaš najljubši prostor za druženje in kje na primer vadite? Ja, najljubši prostor je bil tale, pred katerim zdaj Jernej sedi dolgo časa, ne, ker smo tam tudi vadili, ne, in veliko, sploh prvih nekaj platja nastajalo v tej gorci, pred katero Jernej sedi. Se bo malo sprehodil, da lahko vidite. Tako, da bo malo pokazal tura. Torej, tukaj smo se v kozjanski idili dobivali prvih, recimo, skoraj 15 let. Potem smo se iz logističnih razlogov selili v šmarsko osnovno šolo staro, ki so jo zdaj obnovili, ne namenjeno drugim namenom. Zadnjih nekaj let, mislim, da je tudi enih 5, 6, kaj takega, se pa družimo v prirejanju gospodarskega poslopja našega bobnarja Igorja v Belem Šmarju in potem je tudi dobila plošča na nek način naslov Črno na belem. Ne pomeni samo napis na papirju, ampak tudi Črni mi dva na belem pri Šmarju. Sicer se pa, kjerkoli smo, sam da smo skupaj, da se družimo, pa smo srečni. Tudi na Zoomu. Tudi na Zoomu. Ja. No, danes je precej lažje postati viralen in prepoznaven zaradi socialnih omrežij. Zagotovo lažje kot takrat, ko ste vi začeli skupino. Kaj vse ste morali narediti tisto več, da ste postali prepoznavni? To se že malo zdaj ponavlja, ampak vseeno bolj poudarek na tem.
Jaz bi tu mogoče malo vendarle negiral, oziroma malo bi ti tu oporekal pri tej tvoji trditvi. Ne? Res je, da je danes dosti lažje priti do publike, ne? Zaradi vseh teh virtualnih pristopov in možnosti, ampak je obenem tudi poplava vsega. Ne? Tudi pozornost poslušalcev, gledalcev je neprimerno manjša, vse je hitreje. Ne? Takrat so bili drugi kanali, bolj klasični kanali, ampak če si recimo takrat prišel na televizijo, ne, na neko specializirano glasbeno oddajo, si lahko računal, da te je v tistem trenutku gledalo kar in poslušalo kar lepo število poslušalcev, ki so bili takrat fokusirani na te in na tvoje delo. Ne. Se pravi, takrat je mogoče ena objava na naslovnici časopisa recimo pomenila več, kot pa danes prisotnost na ne vem kolikih spletnih portalih, ravno zaradi te percepcije. Se pravi, bile so prednosti, bile so slabosti, podobno kot danes, gotovo pa ne danes, ne takrat, pravzaprav ne moreš čez noč postati vsesplošno znan, kaj šele popularen, če za tem ni neke premišljene vsebine. Vsaj to je moje mnenje. No. Jaz bi tu samo malo dodal, da lahko ti postaneš čez noč popularen, ne? Ampak vsebina te v nadaljevanju determinira, ne? Tako recimo pri nas je bil prvi taki primer, ko je bil Facebook šele v zagonu, tale koroški pevec z eno obrvjo, Freddy Miller, tako, ki je čez noč postal viralen, pač takrat je, mislim, da Facebook glih začel ratovati. In je ded postal popularen, hoditi po špilih okoli in sem pa tja, ne, in nekega dne pač več ni bil zanimiv, ne, ker se je oblekel drugače, ker ni več imel tistih obrvi v enem in šele takrat je v bistvu ugotovil, da sploh ni bil popularen zaradi muzike, ki jo je prodajal, ampak zaradi vsega drugega, in ko je outfit skupil, je tudi s tem šla zgodba v pozabo, ne, in to je problem današnjih viralnih medijev, ne, da vse se v bistvu gleda iz perspektive paketa, to pomeni, kako je izdelek zapakiran, vsebina je pa malo manj pomembna ali skoraj nič na določenih momentih. Zato se mi nikoli nismo zanašali na obrvi. Ne, nismo. Pa na lajbek tudi ne, čeprav enega nosi redno na špilih. Mene pa zanima, pač jaz sem imela enkrat debato z enim našim kitaristom, pač jaz igram v bendu in on je rekel, da pevci in basisti najprej dobijo punco in me zanima, če to res. Pri nas basisti. Torej je res. Imam občutek, da ima neko osebno frustracijo, mogoče lahko prešalta na bas pa proba, bo videl, če bo to držalo. Jaz se ne bi spomnil nekako. To je. To je en kup teh stereotipov oziroma enih takih legend, ki deloma mogoče držijo, deloma ne, ampak ne vem, se pravi, mi smo pravzaprav že toliko tako dolgo na sceni pa v takih letih, da se s temi stvarmi, nam niso te stvari ravno na prvem mestu in se ne ukvarjamo s temi zadevami. Mi smo že stari štartali, mi smo šele band pri 27, 28 nekako zalaufali, tako da nimamo tovrstnih izkušenj. Če pa že pride kakšna punca v backstage, pa ji rečemo, naj mamo pošle. Tako, ja. Kaj pa je po vašem mnenju najbolj podcenjen in neprepoznaven komad, ki ga imate? Dobro. Nekaj jih je. Recimo, to je bilo mislim, da eno ploščo nazaj, meni se je zdel samo, da je petek en tak izreden žur potencial komad, pa ni bilo nikoli nič z njega. Ja, pa še tudi nekaj balad oziroma malo bolj umirjenih pesmi, kot je Beli grad, kot je Strel v koleno, recimo Stara duša, zadnje, se pravi prejšnje plošče, pesmi, ki na način imajo vse standarde, neke kvalitetne rock pesmi, pa žal niso nikoli bili deležni niti neke medijske in posledično tudi ne pozornosti javnosti. Ampak
To je pravzaprav, vse nikoli ne more biti vseh 11 pesmi, ki je na plošči recimo enako uspešnih. Prioritete, preference so različne, okusi so različni. Žal, seveda, tudi prevladuje nek mainstream okus in po svoje nas včasih žalosti, kot je prej Robi rekel, ko je že bilo omenjeno, da recimo, da nas večina ljudi pozna zgolj po 4-5 pesmih, ki po našem občutku še zdaleč ne sodijo v sam vrh našega ustvarjanja, ampak po drugi strani je pa seveda to popolnoma normalno. Je pa treba obenem priznati, da pa pravzaprav je ta krog naših poslušalcev, naših sledilcev na nek način tako ali drugače, ki je vsako leto širši, vsako leto večji, gre pa vendarle za neko jedro, ki pa pravzaprav pozna vse naše pesmi. Se pravi, ki na koncertih prepeva naše komade, ne glede na to, koliko so sicer znani, in veliko izmed njih pravzaprav ima podobno odnos do naših pesmi. Se pravi, ceni bolj, kadar zaigramo tudi kak manj znan, manj zguljen, manj znucan komad. No, se v ta namen pa imamo že nekaj let zdaj segmentirano ponudbo in to pomeni, da imamo in akustične in električne špile, ker se tudi zelo drugačna publika zbira in na drugačnih mestih se dogaja z drugačnimi razlogi, že same organizacije in marketinga, tako da pokrivamo tudi z akustično izvedbo tudi en del repertoarja, ki ga v električni ne. Seveda, tiste železne moraš odigrati, ampak drugače pa lahko tudi zadovoljimo tisto publiko, ki išče muziko, ki ni čisto mainstreamovska naša, pa se na radijih ni, recimo. Kaj bi pa svetovali vi tem novejšim skupinam, mladim skupinam, kako pač naj pridejo do nekega cilja, če vas imajo recimo za neke vzornike? Ajde, bom jaz. Daj. Najpomembnejša stvar je, da si vztrajen. Uspeh ne pride čez noč, treba je guslati v svojem placu, zavajati, treba je ustvarjati. Pol rabiš pa tudi eno malenkost ali pa kar bi veliko mero sreče, da je glasba, ki jo delaš taka, ki bo všeč še komu razen tebi. Jaz mislim, da pač ne moreš delati drugo glasbo, kot je tista, ki jo čutiš, ker druge boš izpadel zlagan, ne boš avtentičen. Zdaj pa nekomu se pač posreči, da ima tak glasbeni slog, ki ga potem tudi širše mase zapopadejo, nekdo drugi pa ne in z nobenim ni nič narobe. Pol dalje je pa vztrajnost, trma, pa poskušati biti izviren, da ob vsej tej masi, ki se producira, na nek način opozoriš na sebe z novim pristopom, z zanimivim tekstom, z glasbo, ki te potegne, z pojavo. Tu imaš pa, bi rekel, kar široke možnosti. Kaj je tisto, da se ti bojo ljudje zapomnili, pa te znali ločiti od ostalih. Jaz bi tu eno dodal, se povsem strinjam z Jernejem, in sicer problem, ki ga jaz opažam v našem prostoru in verjetno tudi vsi mi. Enim se ta problem sicer ne zdi, da veliko mladih izvajalcev, ali so to kot bendi, ali so samostojni izvajalci, se želijo izražati v tujih jezikih, bolj konkretno v angleščini. Na tem mestu jim lahko povem že zdaj, da se kruha s to glasbo v Sloveniji ne bodo najedli. Dva benda takšna sta iz starih časov, ki sta pač prodala to zgodbo, recimo Elvis Jackson, pa tile, kaj so iz Maribora, recimo Happy Old McWeasel, pa Laibach sploh ne bi štel v te zgodbe, ker jih ne moramo kot bend šteti, pa so že počasi končali, me lahko popravite. In je to. In če hočemo priti do človeka lastnega naroda, lahko priješ samo slovensko besedo, in tu se veliko krat zaplete. Ali hrvaško in srbsko. Ja, recimo, Luka Basi recimo je zmagovalec, ker prodaja Slovenec hrvaško muziko Hrvatom in svaka čast. In tudi tisti, ki angleško izvajajo, in veliko uspeha želim v drugih deželah tega sveta, pri nas pa se bojim, da jim ne bo uspelo. Tako da to je recimo en moj nasvet, delaj v slovenščini. Ja,
originalnost, iskrenost, ne? Ker ta nek fake se slej ko prej prepozna, ne? Slej ko prej poslušalci prepoznajo, kdo blefira, kdo se pretvarja, da je nekaj drugega, kar je v resnici. Se mi zdi pa, no, ko že ravno govorimo o bendu, je izrednega pomena, je neka kemija, ki se ustvarja med vsemi člani benda oziroma med vsemi tistimi, ki ta glasbeni projekt ustvarjajo. To je pravzaprav predpogoj. Zelo težko boš ti uspešen, zlasti na dolgi rok, če boš to glasbo ustvarjal z ljudmi, s katerimi se pravzaprav ne razumeš, med katerimi ni nekega medsebojnega spoštovanja, nekega razumevanja, tolerance. Pravzaprav mislim, da priznamo predstavljati, da bi stopili kot tujci na oder, tam odigrali koncert in potem se kot tujci razšli. Mislim, da to ne bi funkcioniralo. Torej, malo ego je gotovo pri vsaki umetnosti, pri vsakem nastopanju pomemben faktor, ne, neke vrste, močni ego ti morajo biti, ampak ne v tolikšni meri, da bi poskusili zasenčiti in nadvladati vse okoli sebe. To se ne bo dobro končalo. Kontrolirani morajo biti, ne, tako vse druge stvari. Kako pa bi z eno besedo povedali, kaj vam trem skupina pomeni? Jaz mislim, da ne bom preveč patetičen, ampak po 25 letih konkretno celo 15 let podlage, ker mi trije konkretno smo že pred tem igrali v različnih ansamblih skupaj, ne, se pravi, smo se od malega poznamo, je to pravzaprav ob družini in ob službi, ne, pravzaprav tretji temelj mojega bivanja, ne. Pravzaprav, mogoče bom malo patetično, ampak se ne bom veliko zmetil, to je neke vrste druga družina, ne, po vseh teh letih. V bistvu tretja dimenzija, tako si formuliral. Ja. Enako tudi pri meni. Žal se pogovor približuje koncu in ker mi gledamo v leto 2050, bi vas prosila, če še odgovorite na hitro na to, če bi zdaj, na primer, morali napovedovati, katera zvrst mislite, da bo takrat najbolj poslušana? Mislim, da je še ni. Hvala. Jaz sem vesel že, če bo sploh obstajala kakšna glasba 2050. Ajde, jaz bom malo bolj optimist, pa bom rekel, da bo rock in koncerti bojo še vedno obstajali, jih bo pa poslušal verjetno bistveno manjši delež prebivalstva kot danes. Pa vprašanje v kakšni obliki, ne, ali v fizični, ali bo res vse virtualno. Skratka, mi bomo mogoče imeli srečo in tega ne bomo spoznali, ugotovili. Boste povedali, vredo? Ok, zmenjeno. Najlepša hvala v imenu vseh, da ste bili danes naši gostje. Mi smo v pogovoru zelo uživali in želimo vam tudi veliko sreče in uspehov v nadaljnje in da se vidimo na kakšnem koncertu. Tudi mi, lepo je bilo klepetati. Čau, vse dobro. Hvala lepa. Če vas pa še v prihodnosti kdaj ne bojo pustili v šolo, pa le gledajte, da boste šli podporo dati mariborskim dijakom, ne glede na kazen.